Lepo pozdravljeni v novem podkastu. Najprej hvala za vaš super odziv na zadnji podkast o partnerskih odnosih. Videla sva, da vam je bil zelo všeč. Če si ga še niste ogledali, imate link v opisu spodaj. Jaz mislim, da je res vreden ogleda, tako da dajte si ga pogledati. Še posebej zanimive debate pa so se razvile okrog odprte zveze, kjer je Roman skozi psihoanalizo pojasnil določene detajle iz otroštva, ki posameznika lahko vodijo v težnjo po tem, da bi imel več partnerjev in to s konsenzom svojega uradnega partnerja, žene oziroma moža. V prejšnjem podkastu sva med drugim govorila o varanju, ljubosumju, ločitvah skozi psihoanalizo. Roman je omenil tudi poučne primere s področja partnerstva iz svoje psihoterapevtske prakse. Skratka, veliko uporabnega znanja lahko odnesete iz prejšnjega pogovora, tako da vabljeni k poslušanju. Danes pa bova govorila o hipnozi oziroma hipnoterapiji, s katero se Roman ukvarja že dolga leta, poleg psihoterapije, svetovanj in podajanja drugega mnenja. Vesela bova vaših komentarjev, vprašanj in če so vam najini podkasti všeč, polajkajte tale video in se naročite na kanal, če se še niste. Podporo pa nama lahko izkažete tudi z donacijo preko ene od povezav v opisu tega videa. Hvaležna sva za vse vaše donacije, ki naju motivirajo in nama sporočajo to, da nadaljujeva s podkasti. V to gre res veliko dela, veliko priprav in vaša podpora je tukaj ključna. Tako da, če vas ti videi izobražujejo, če vam pomagajo, se v njih najdete, dobite konkreten nasvet, kliknite na enega od spodnjih linkov za donacijo, kjer nama lahko donirate poljuben znesek. Zdaj pa lahko greva kar k prvemu vprašanju. Za začetek bom prebrala definicijo hipnoze, pa jo potem ti malo bolj podrobno razloži. Wikipedija o hipnozi pravi takole: hipnoza je stanje zavesti, večkrat definirano kot alfa stanje, kjer je oseba večinoma zelo sugestibilna, možno pa je subjekt tudi privesti do stanj, ki bodo spremenila njegovo kasnejše vedenje. Obstaja veliko definicij same hipnoze, ki se med seboj v marsičem razlikujejo. Lahko bi rekli, da gre za spremenjeno stanje zavesti, v katerem smo v globljem stiku s seboj. V tem stanju se naš umiri, telo je sproščeno. Stanje, ki ga doživimo v sami hipnozi, je naše naravno stanje, občutek brezčasnosti in sprejemanje sebe in svoje lastne narave. Hipnoza se lahko uporablja tudi v terapevtske namene, saj omogoča spremembo na podzavestni ravni. Kako pa bi ti definiral hipnozo? Že tole, da reče na podzavestni ravni, pomeni, da ni strokovno, no. Moram reči, Freud ni nikoli govoril o podzavesti, ampak je govoril o nezavednem, ne. Podzavest je neka laična skovanka, pod zavestjo, ne, saj laično drži, ampak tudi to, recimo, ko govoriš, si omenila, prebrala iz Wikipedije, da gre globok stik s samim seboj, ne. Mislim, kaj bi kaj to bilo, ne. Verjetno je mišljeno pač stik z nezavednim, ne. In dejansko to hipnotsko neko alfa stanje omogoča, da se človek poglobi v svojo nezavedno, ampak ne kar sam po sebi. Mora mu nekdo sugerirati to, oziroma lahko sam doseže neko alfa stanje, se pravi trans stanje, potem pa brska po svojem spominu in si v tem trans stanju zada določena vprašanja, ne, se pravi šele, ko se doseže trans stanje, se človek lahko vpraša neko vprašanje v smislu, odkje meni ta patološki strah. Kaj v otroštvu se je meni dogajalo stresnega, šokantnega, da se mi danes to zdaj vrača, da to podoživljam, oziroma da me je strah. Kje je jedro mojega strahu? Vem pa, to sem se podučil, da je jedro mojega strahu v mladosti oziroma otroštvu. In če se na pravilen način človek to vpraša in če doseže to trans stanje ali pa da meditira, da se sprosti, doseže alfa stanje, lahko celo sam sebi najde neke asociacije v smer, zakaj se meni to zdaj danes dogaja, kaj v otroštvu je bilo takega. Sicer
bi pa rekel, da je hipnotsko stanje, kjer je človek dojemljiv za sugestije, tako kot je kot otrok bil dojemljiv za sugestije staršev oziroma uboganje staršev, ko je starš kot nek pomembni drugi, zdaj mama, oče, kdorkoli, rekel to pa to je tako, je otrok to posrkal. Človek, ki je v tem trans-alfa stanju, pa lahko prevzame te sugestije, bodi si pripravljen, da jih sprejme, ali pa da jih nepripravljen sprejme, ker mu jih nekdo sugerira. S tem, da mu prej na nek način sugerira trans stanje, se pravi, ga pripelje na nek način v trans stanje in potem je dojemljiv človek za neke inpute, ki mu dosežejo njegovo nezavedno. Sicer bi rekel tako laično, hipnoza v nekem ožjem smislu je privilegiran dostop do nezavednega. Tukaj mora biti, če govorimo v ožjem smislu o hipnozi, moramo reči, da obstaja hipnotizer, ki nekoga spravi v to alfa trans hipnotsko stanje. Zdaj, v ožjem smislu pomeni, da človeka tako zelo sprostiš, da mu sugeriraš, da človek zaspi. Ampak ne spi tako kot po noči, da sploh ne bi več nič slišal, tako rekoč, ampak ko mu sugeriramo za spi, nimamo pa druge besede, človek doseže neko to trans-alfa hipnotsko stanje, ko je njegova zavest dojemljiva za sugestije. In če v tej, se pravi, stanje zmanjšane zavesti, če v tem stanju zmanjšane zavesti nekomu rečeš, da ga strašansko tišči na WC, lulat, bo ti šel zdaj pa lulat. Ampak, če je sugestibilen, treba je povedati, da zelo sugestibilnih je 5% ali pa 10% populacije, skrajno nesugestibilnih je prav tako 5 do 10%, skratka imamo neko Gaussovo krivuljo, večina je srednje sugestibilnih, kar pomeni, da mu ne moreš čist sugerirati vse živo, lahko pa iz 5-10% populacije, v bistvu tem pa lahko dobesedno, malo si seveda tudi morajo pustiti, opereš možgane, lahko narediš z njim atentatorja, se pravi morilca, to je vse že dokazano, snemani so filmi, Derren Brown je vodilni, ker je v Angliji to vse posnel, tudi atentat, ker on je želel dopovedati javnosti, da je Sarhan, ta, ki še živi, ki je drugega Kennedyja ubil, da je to naredil pod hipnozo, ker Sarhan se nič ne spomni, da bi nekoga ubil. In Derren Brown je najdel nekoga, mu opravil možgane, ga pripravil s posthipnotsko sugestijo in s tem transom, da je šel nekoga ubiti. Posnet je film na to temo. Seveda je tega prej testiral tako, da ga je dal v ledeno vodo, mu sugeriral, recimo, da je to džakuzi, in on je šel to ledeno vodo, misleč, da je džakuzi, in ga ni nič zeblo. Običajen človek je tam not 5 sekund zdržal. Ta je bil pa not minuto pa pol, misleč, da je v džakuziju. Saj bi umrl na konc, če bi bil 5 minut noter, bi zmrznil, se podhladil, ampak če vam povedati, kako močni so, ne bom rekel možgani, ampak naši miselni sistemi, da človeka tako rekoč prelevijo v karkoli. In hipnoza je nek privilegirana pot spraviti nekoga v trans stanje, kjer mu lahko delaš na psihi, na telesu, tako rekoč vse. On postane zombi, postane robot, delaš lahko z njim kar češ. Seveda ga moraš prej na nek način prvo pripraviti v trans stanje, potem se pa on ne more več upirati. Ko mu reče zaspi, zaspi. Jaz sem to delal eksperimente, sem rekel nekomu, ki je bil sugestibilen, sem rekel, zdaj se pa upiri se, kakor se moraš, jaz sem pa probal spavati. Je rekel, no dej. In jaz rečem, 1, 2, 3, zaspi, to. In ga ni bilo več. Njegov sluh je bil dojemljiv za moje besede in jaz sem o tem pa govoril, kar sem hotel.
In on je potem delal, kar sem jaz hotel. Vendar v sklopu njegove osebnosti, ne, se pravi, če bi jaz njemu rekel, zdaj pa šel enega ubiti, on tega ne bi naredil, ker ni to del njegove osebnosti. Če bi bil pa psihopat, bi pa tudi to lahko naredil, ne. Se pravi, izven svoje osebnosti človek ne gre, če je v hipnozi. Lahko ga pa zmanipuliraš tako, da bo misleč, da je to proizvod njegove svobodne volje, ne, misleč, da ima svobodno voljo, bo nekaj naredil, v resnici pa to njemu sugerirano. Teh eksperimentov sem s konsenzom jaz naredil malo morje, ne, ko sem se 20 let nazaj to učil. Skratka, hipnoza je downloadanje nečesa ali pa tudi uploadanje. Ne. Torej, uploadaš mu lahko sugestijo, downloadaš pa informacije, ki jih rabiš, da ga sterapiraš. Ne. To je pa višja matematika psihoterapije oziroma hipnoze, ko veš, kaj moraš iskati po otroštvu in se pravi, dobiš informacije, ki so ključne, da lahko človeka sterapiraš, recimo tesnobo ali pa panične napade, ali pa neke segmente psihe, ki imajo jedro v otroštvu, ne, do teh informacij kot potlačenih dobiš v hipnotskem stanju privilegirano pot do tega potlačenega spomina. Zdaj sem približno povedal, kaj jaz vidim kot hipnozo v tem bolj ožjem smislu. Kako pa sploh spravimo posameznika oziroma kako hipnotizer spravi posameznika v hipnozo, kako ga hipnotizira? Obstaja več načinov, jaz sem enega bolj klasičnega, čeprav jaz sem sprobal veliko teh posebej, ker sem tudi na odru hipnotiziral, ne, tam sem mogel v 10 sekundah soigralko spraviti v hipnozo. Spomnim se, da sem imel zelo, zelo sugestibilno soigralko, ko sem imel igro Najstnica pri seksologu, ne, ko so, kaj vem, srednješolka, igralka mene je spraševala taka vprašanja, ki jih srednješolci imajo kot neodgovorjena, ne. In tam je mogla pač podučiti pač srednješolce, kako in kaj, in potem sem pokazal, kaj je to nezavedno, ko je imela tremo, da bo tudi nekaj zapela, ker je bila ta tudi pevka, sem jo hipnotiziral pred vsemi, ne, in sem rekel, tako se vam lahko tudi zbriše trema, kot bom jaz te izbrisal, in potem se vam sugerira recimo na pobudo, da se primete za prstan spomin in pridete na popravni izpit in se vsega spomnite, ne, ker načeloma se doma veš, na izpitu pa pozabiš. Se primeš za prstan, posthipnotska sugestija, se vsega spomniš in narediš pol izpit popravca ali pa navaden test, ne. Tako da to mojo soigralko sem v 3 sekundah spravil v globoko hipnozo, s tem, da sem pa to že prej naredil, ne, se pravi, pred predstavo sem mi dal sugestijo, ko jaz rečem 1, 2, 3 za spit, jo pobere, ne, 3 sekunde pa jo ni več. Potem so pa prišli pa po predstavi otroci, ne, pa so rekli, a je to glumila ali je to res. Sem rekel, to je res, glejte, ne bi vas zavajal, jaz bi vas rad nekaj naučil na področju recimo seksualnosti, ampak tole okrog nezavednega pa treme, ne, sem vam pa tudi, vas ne bom zavajal, ne, ker nisem, bi rekel, pokvarjen. In potem sem rekel, fantje, kaj si vi želite, da bi zdaj tale punca naredila? Ko izstopa, so rekli, striptiz, naj striptiz zapleše, ne. Sem rekel, fantje, to pa tako ne gre, ne. Se pravi, ne da se nekomu nekaj sugerirati, kar ne bi naredil, ne. Ampak potem sem pa rekel, ok, bom pa recimo jo prilimal na stol, ne, in potem gremo mi na pijačo, ta punca bi tudi rada šla, ampak ne bo mogla s stola ostati, ne. No, dejte. In jo dam, sem rekel, se usedeš, 1, 2, 3 zaspiš in zdaj si ti prlimana, 5 minut ne moreš vstati s stola, ker si prlimana. Hop, se zbudiš, ne, se pogovarjamo, sem rekel, gremo zdaj na pijačo. In vsi gremo, pa smo bili že pri vratih, pa tale Nika Manevski. Jaz pa ne morem vstati. A sem rekel, kako ne moreš, daj vstani? Ne morem. Sem rekel, fantje, ne glumi, res ne more. In sem prišel tja, lahko, to pa je ostala. Sem rekel, Nika, pokazal sem fantom in puncam, kako to deluje. Kaj pa se dogaja v glavi osebe, ki je hipnotizirana? Kako se počuti človek?
v hipnozi? Smorosno, mene se ne da hipnotizirati, oziroma ko sem se jaz poskušal tam pri nekomu hipnotizirati, sem se matral. Nikakor nisem nikamor prišel. Nisem sugestibilen, hipnotibilen. Tako da ne vem točno, kako je, če je človek v hipnozi. Moram pa reči, da tisti, ki pa dosežejo to hipnozo, da so strašansko navdušeni nad tem blagodejnim stanjem. Sam je pa res treba sugerirati tudi ugodje, se pravi, doseči trans stanje in potem sugerirati dobro počutje. Zdaj ste pa blaženi, zdaj pa čutite sproščenost, ugodje, kako zelo prijetno je. Se pravi, se mu sugerira in potem še tako prijetno je, da se kar zasmejite in potem se pod hipnozo smejijo. In potem jim pustim recimo 5 minut tega trans stanja in če jim že takoj zbudim in rečem, še sugeriram, da bo to dobro počutje oseba ohranjala danes, jutri, v naslednjih dneh, potem je ona ko prerojena, kako se to dobro počutim. Nobenih vsiljivih misli, prav sproščena sem, telo mi je dobro, se v telesu počutim, vse je super, blagodejno je. Se pravi, to se na nek način naredi spontano v tem popolnoma sproščenem trans-alfa stanju, bistveno bolj sproščeno pa dlje časa pa se to ohranja v počutju, če se pa to sugerira. In jaz to sugeriram. Če lahko še enkrat na kratko mogoče poveš, kaj vse lahko s hipnozo dosežemo oziroma zakaj vse jo lahko uporabimo? Ja, to, če greste na te tečaje, ki jih imajo tamti, napiše, da čisto vse, ni da ni. Mislim, jaz, ko sem šel se učiti nekomu hipnozo, je prišel tip, sem rekel, jaz bi rad vedel, to je bilo 25 let nazaj, sem rekel, jaz bi rad vedel, kako deluje nezavedno, kako nezavedna želja vpliva, da te determinira psiho in sem šel k nekemu, rekel, šarlatanu, ki ni vedel, kako psiha deluje, bil je pa suveren, znal je hipnotizirati. In mi dva greva tja, zakaj bi pa rad hipnotiziral, je pa rekel tip, jaz pa razmišljam, da bi imel privat firmo, da bi ženskam joške povečeval. Sliko, koga? Je bil pa njegov dedek pa ginekolog in ženske so rojevale pod hipnozo. In tudi jaz sem parim že sugeriral, da bo porod ne boleč, da bo z lahkoto, se pravi, upoštevale sugestije porodničarja ali pa tiste babice in je porod bil zelo v redu. Nisem bil jaz zraven, ampak njegov dedek je bil pa ginekolog in je hipnotiziral ženske, da so bile vodljive, so sprostilo telo, mišice in je bil porod bolj neboleč. Ta njegov vnuk je pa hotel joške babam povečevati. Zdaj hec je, da teoretsko se to dejansko da, ampak to traja, dokler traja posthipnotska sugestija. Tako kot tisti neki čank, šlank, neki čajčki za, ne vem, ožanje beder, ali pa tam neke maže, si stegna namaže in tam centimetri pokaže 2 centimetra manj. In so ženske navdušene, ker to posthipnotska sugestija, oziroma to je sugestija, ni hipnotska, ampak zgolj sugestija in iz strani avtoritete, če tam piše, pa znanost tam to na televiziji pokaže, ta sugestija strani subjekta, za katerega se predpostavlja, da ve, da zmore, ta avtoriteta, se pravi znanost na ekranu televizijskem, ta omogoči, da tebi telo, torej skozi psiho, ti sama sebi lahko zožaš stegno z mažo, s to čarobno mažo, ki je navadna svinjska mast ali pa jekoderm tam. Ampak ker verjame človek, sam sebi to naredi, drži pa pol, kaj vem, 3 ure ali pa maksimalno en dan. Skratka, ne vem. Omenjal si, bi še kaj dodal? Bi dodal, sam sem malo izgubil rdečo nit, kaj vse moram dodati, kaj vse se da, da se znižati tremo, da se znižati, ne vem,
strah pred športniki, recimo, jaz sem glasbenike, pred audicijami, potem, kaj vem, telesne motnje, ne? Spomin, zasvojenost, ne, kajenje, čokolada, hujšanje pod hipnozo, ni da ni, kaj vse se ne da. Če gre kdo gledati na te portale, kaj vse ponujajo ti hipnotizeri, ponujajo čisto vse. Še dobro, da tam ne pišejo, še kurc ti lahko zraste za 5 centimetrov. Tega ne ponujajo, ker je perverzno se sliši. Pa to bom rekel, tudi se pa ne da na tak način, ne. Ženske, recimo, obline se lahko malo povečajo, tonus stegen se tudi da malo zmanjšati, trebuh tonus se tudi da, ne, tudi lakota, se pravi dieta se da omiliti, določene zasvojenosti z alkoholom, recimo, ali pa travo se da omiliti, ker človek, torej hipnotizer, če zna, da v nezavedno sugestijo, da ob primernem sprožilcu, recimo, prijem za prstan, lakota izgine. Ali pa, ne vem, prijem za uhan, ali pa, tatu, si bolj sproščen in, kaj pa vem, ne rabiš kaditi, ne? Če imaš abstinenčno krizo, se odvajaš od kajenja in po 3 dneh hipnoza, recimo, malo popusti osnovna in potem se na pobudo sprožilca, ne vem, se primeš za tatu in ti spet okrepi se motivacija za to, da si abstinentno, konsistenten, da ne kadiš. Ali pa trema, spomin pri izpitu. Ali pa motivacija za učenje. Marsikaj se da, ampak te horukari, ne, šarlatani, ki jih je malo morje, ne vejo, kako psiha deluje, oni so se na nekih tečajih nekaj naučili in potem poskušajo nekaj narediti in so uspešni, sam pojma nimajo, s čim se igrajo, špilajo, ne. Ni to tako enostavno. Jaz vem, da mase ljudi nekaj poslušajo in človek tam, nek šarlatanih, kar množično hipnotizirajo, ne da bi vprašal, če ima kdo epilepsijo, ali pa če je kdo šizofrenik, ne. Marsikaj je torej to dvoje je v kontradikciji s tem trans stanjem. Ampak ti, ki niso tega študirali, ki imajo samo za neko zabavo ali pa za služenje, ne, te se pa igrajo z nečem, ne, igrajo se, da bom rekel, da z atomsko bombo. Ampak biti hipnotiziran ni tako enostavno, ne. Mora biti nekdo, ki je izurjen, ki ve, kako psiha deluje, ki ve, kaj je nezavedno, kaj so goni, kaj so travme. Nekdo mora to vedeti, ki se loti hipnoze. Ja, omenil si sugestibilnost, pa me zanima, če se sugestibilnost spreminja, mogoče z starostjo ali pa z nekimi okoliščinami. Tole, jaz bom rekel, da otroci, po mojem percepciji, so bistveno bolj sugestibilni, oziroma čist mehni, da bi rekel, jaz 7-letne, 8-letne glih nisem hipnotiziral, ampak tam 10, 12, 13, 15, ne, te najstniki so pa bistveno. V povprečju so zelo sugestibilni in da se jim recimo utrditi spomin, ker mnogi zmrznejo na izpitu ali pa doma vse ve, pride pa jo vprašan, pa nič ne ve, doma je pa vse vedla. Ne? Ali pa raztrešena pride, ne ve, vsa se trese in potem s neko posthipnotsko sugestijo se tem otrokom, najstnikom da reševati popravne izpite. Ne? Starejši, kaj vem, nekoč so bili kot otroci celo hipnotizirani na nekem odru, v neki hipnotski predstavi, ker je bil izbran kot najbolj sugestibilen, pa sem pa jaz tukaj poskusil, ne, je pa tudi bil, ampak tako srednje, ni bil preveč. Kot otrok je bil pa z lahkoto, ga je hipnotizer dal, bi rekel, pod hipnozo, pa mu pa še tam neke cveke skozi roko zabadal, ne, ker pri nam ni nič zakonsko urejeno in pa si te odrski hipnotizeri marsikaj upajo. In tudi tisti šarlatani, ki se na teh nekih tedenskih tečajih odštevajo 1000 evrov, se nekaj naučijo in potem se loteva tam enih hipnoz. Ne. To je po moji percepciji zelo škodljivo. Oziroma, treba bi bilo
po mojem videnju, zakonsko urejati te stvari. Ne, da se kar talajo neke diplome, ne vem, neki certifikati, ne, iz nič, pa pride ženska k meni, pa prav, mene sicer hipnoza zelo v redu, sam veste, mene je pa pol ta hipnotizer pa pod hipnozo šlatal. Ne, šlatal. In to priznam, zdaj ne bom povedal kdo, mene je bilo groza, da se take stvari dogajajo, ker lahko ženski se privzgoji, torej moški hipnotizer, ženski lahko naseli pohoto. In potem je vsa pohotna, ampak samo par ur, ne, pa vidi, kaj je počela, ne, pa je pa moralni maček boli v glavi, zato ker je to hipnotizer naredil. Mislim, da so gola pri nam na Kumu imeli nekega hipnotizerja, tiste babe hipnotiziral, to so kar nage plesale tam. Ne. Mislim, te zadeve so tudi etične. Zato jaz recimo nikogar nočem naučiti hipnoze. Zato hipnoza je tudi stvar etike. Pod hipnozo lahko marsikaj nekdo naredi in zato mora biti etičen. Ne sme si dati duška ne vem čem, ali pa v neki firpčnosti, ali pa po neki pohoti, pa ga izda pohota, pa tam začne neki. Ne? Darren Brown je pokazal, kako lahko pripraviš človeka, da ti donira 5000 evrov. Ne? Potem pa nekdo, ki je pokvarjen, bo rekel, sugeriral, ta zadeva je pa tako dobra, da boste vsake 3 dni pri meni in mi boste dali ob 50 evrov, pa še 30 evrov na petnine. In potem bo človek non-stop tam, pa skozi bo plačeval, ker mu je ta sugeriral, ker je zelo sugestibilen, če ga najde tazga. Tako da stvari v tej hipnozi so tudi spolzke. Ja, o tem, kateremu hipnotizerju zaupati in kateremu ne, in pa z teh raznih hitrih tečajev hipnoze bova še govorila nekoliko kasneje. Zdaj pa bi omenila to, da si pred časom na svojem kanalu objavil en primer hipnoze, kako to izgleda pri tebi. Ta video bova tudi dodala v opis spodaj, da si ga boste lahko ogledali. Gre pa za tako imenovani Schirmer's Neck. Dekletu v videu si pod hipnozo dal en specifičen ukaz, in sicer, da na kolesu ni mogla zravnati vratu. Ja, jaz sem bil par let nazaj na Ramu, tale moj nek lokalni Uroš Stoklaš je rekel, jaz hočem tebe imeti, psiha vsazga tam zjebe, ti boš moj mentalist in letos sem pa bolj treniral, ne bo mi 1 leto prej moj glava dol padla po 100 urah vožnje, ne, temu se reče Schirmer's Neck, po tistemu Schirmerju, ki je nek novinar, pa celo zelo znan je zdaj, publicist. Njemu je glava dol padla in ni mogel glave gor držati. Schirmer's Neck, vrat. In potem so vsi mislili, tudi jaz v začetku, da so mišice, ki se utrudijo, tiste, ki ne morejo več glave gor držati, da bi ti gledal pa vozil naprej in videl cesto. No, potem so rekel, ok, če si pa treniral, se pa jaz ne bom zdaj to toliko poglabljal, ampak mene bolj to psiha, pa motivacija, pa odkje to ima, zakaj bi, kako je treba, ne. Poleg tega me je bolj skrbel pa kako bo ekipa čustvovala, ne. Da ne bo tam v negativnih teh transfernih razmerih, da se ne bojo stepli člani iste ekipe, kar se tako rekoč v vsaki ekipi vsako leto dogaja. Tista trenja, jaz sem rekel, tam bom jaz imel probleme, tvoja psiha je sicer dosti v redu, ne, in mi gremo tja v Durango, mislim, v Los Angeles, pa pol v New York, ne, na drugo stran, 12 dni to traja, to je neboj, mesarsko klanje, ali pa film Konje ubijajo, mar ne, Jane Fonda, vem, da je igrala, so plesali do onemoglosti, tle se pa kolesari do onemoglosti, tam skup padajo in kolesari in člani ekipe. Ampak največja stvar, problematična je ta Schirmer's Neck, ker se zgodi, glava dol pade in pol ne vidiš ceste. Tam je nek hrib, glih v tem Durangu, in tale moj matador je gor trajbu, dol, ki bi mogel pa gledati, mu je pa glava dol padla. 100 ur kolesarjenja je imel za sabo. Ne vem, koliko 1000 mil, ne vem, koliko je bilo, pa kilometrov, ne. Se pravi, po 2-3 dneh on ni mogel več glave dvigniti. In jaz sem ugotovil,
da sploh ne gre za mišice, ampak da gre za crknjenje ukaza. Ne? Ukaz dvigni glavo mu je ugasnil. On ni najdel v psihičnem sistemu dvigni glavo ukaza. In sploh ni mogel dvigniti, ampak ne zaradi mišic, ampak zaradi psihe. Sem rekel, če bi pa jaz to prej vedel, bi pa doma natrenirala hipnozo. Res pa je, da sva probala s hipnozo tukaj, pri meni, doma, prej je prišel, ampak to je bilo en dan tako malo poskusno, sem rekel, sej ne bom toliko tega nucil in ni bil kaj preveč sugestibilen. In potem se nisva, ne vem, poglabljala v to hipnozo, smo pa prišli pa tja v Amerike, ko mi pa glava dol padla, pismo, sem rekel, pa to je zdaj sugestibilnost, ne, ključna. Glava ti dol padla, ker sem videl, on glavo skozi dol držal. Depresivno vožnjo imel, on jo, ne vem, po 6-7 ur, on glava tudi gor dvignil ni. In potem je ta ukaz crknil, sem rekel, zdaj pa jaz to dokazal, da ne gre za mišice. Tam po YouTubeu gledam, sploh ne vejo te Američani, zakaj se gre. Gre za to, da je to psihična stvar. In sem rekel, da bom jaz to pokazal, sem vzel tolo mojo snaho, bom rekel, od mojega sina Nika, Patricijo, s katero sva hipnozo že delala, ker je srednjo šolo delala takole, ne. Se pravi, maturantka Zlata je bila takole, ker se je vsega spomnila, ker sva delala tudi s hipnozo. Tudi faksi pa z lahkoto delala, ker če je bilo kaj tazga, sva si s hipnozo naredila. Zelo sugestibilna in sem jo tamle posedel in jo hipnotiziral, moj sin Nik je to snemal in potem smo šli ven in sem ji to pokazal, da ko je glava dol padla, ne, samo ok, ta posnetek ni čisto v redu. Ona ni mogla dvigniti glave gor, ne. Tako kot te šrmari s tem nekom, s tem vratom na ramu. Ne? Ko ti po 100 urah glava dol pade in ti jo ne moš dvigniti. In potem imajo neke podstavke, da ti glavo gor drži, ker ti je ukaz crknil. In pol tudi ne dobiš nazaj, ga ne najdeš ukaza, dvigni glavo. Se pravi, ta šrmer sneg je stvar psihe. Sugestibilne ljudi, ne, kolesarja sugestibilnega bi mu jaz takoj dvignil to glavo. Še prej bi pa priporočil, da najraj vozi z glavo gor. Kljub temu, da nisi aerodinamičen, ne? Daš glavo dol, da greš hitrej. Ampak pol ti ukaz crkne. Ne? Zunaj sem pa s to Patricijo pa to dokazal, da je to stvar psihe in ne stvar mišic. Pa lahko kdaj sami sebe nehote hipnotiziramo oziroma pademo v stanje hipnoze, brez da bi nas nekdo hipnotiziral? To stanje, trans stanje, se dogaja vsak dan. Ne? Preden zaspimo, smo v trans stanju. To je vedel Napoleon. Njegovi vojaki, tle, ki so recimo ilirske province, ko je Napoleon osvajal vse te države, so imeli druge jezike, so po noči vojaki, ki so dežurali v spalnicah, hodili in v prehodu v spanje oziroma med spanjem govorili neznane besede. In so se te francoski vojaki z lahkoto naučili tujega jezika v tem trans stanju, ki je značilen za prehod v spanec. Pa mogoče tudi rahlo spanje, če ima kdo rahlo spanje, to vse sliši in absorbira in downloada v svoje, ali pa uploada, kakor zdaj vzamemo, v svoj miselni sistem. In pol kar naenkrat ne ve, od kje se on znajde v komunikaciji. Ne? Zato, ker dnevno mi imamo ta trans stanja, tudi stanje neke zamišljenosti, ne? Ko smo tam čisto zamišljeni, ko pa je, ko praviš? Ker si padeš spontano v to trans stanje. V tem trans stanju nekdo, ki ima neko znanje te hipnoze ali pa neurolingvistično programiranje, mu, ko se on ne zaveda, lahko sugerira ene stvari noter, ali se mu pa spontano sugerirajo v psiho. In potem v jutranjem polbudnem stanju sliši neko pesmico po radiju, ne? In pol iz nič on cel dan požvižgava to eno pesmico, sploh ne more nehati. Zato, ker je na pol buden, slišal v trans stanju, slišal radio, pa tisto neko skladbo. In potem skozi to sliši, cel dan si požvižgava. To je, se pravi, kar precej je teh nekih
trans stan, ki pa niso zdaj hipnoza v ožjem smislu. Tako kot sem rekel, hipnoza v ožjem smislu je, da te nekdo sprosti, te umiri in pol na koncu reče zaspiš. Pol pa spiš in potem ti posthipnotsko sugestijo oziroma ti downloada ali pa uploada, kakor pač koncept vzamemo, stvari, ki hoče, da jih imaš ti not v glavu. Oziroma si on želi, da bi imel nekaj v svoji psihi in hipnotizer potem mu to željo, to hotenje skozi to transstanje mu realizira. Tudi sublimno oglaševanje deluje na tem principu. Ampak ne gre, ko pravijo, ljudje ste hipnotizirani, televizija vas hipnotizira. Ne, to gre za fenomen splošne sugestibilnosti človeka. To še ni hipnoza, je sugestibilnost. Hipnoza je, če nekdo nekomu reče zaspi. V tem alfa trans stanju si pa pogosto, gledaš televizijo in potem si zaželiš, to so ugotovili sublimni oglaševalci, ki so poznali psihoanalizo. Mojster je bil dvojni nečak Freuda, Edward Bernays. V 40-ih, 50-ih letih se je to razbohotilo in ugotovili so, da ljudje, ko gledajo kino, se za tisočinko ali pa stotinko sekunde prikaže recimo Coca-Cola. Zavest tega ne zazna, nezavedno pa zazna. In potem ljudje ratajo žejni. In ne, da bi pili vodo, ampak želijo si Coca-Cole, ker jim je v nezavedno nekdo sugeriral željo. Ali pa recimo Coca-Cola in potem je v ledu noter, v ledeni kocki narisana silhueta fafajoče ženske. In ko so to naredili, teoretsko so vedeli, to bo zdaj vplivalo, ker nezavedno bo to videli. 30% se je dvignila prodaja Coca-Cole. Zato, ker je v nezavedno željo prihajal Coca-Cola, pa še užitek. Zdaj to seksualnost je zelo vezana na užitek, na oba spola, da ne bo pomote. Niso samo moški, tudi ženske so pile Coca-Colo, ker tista oralna scena je bila tam čist nekje zazipana noter v ledeni kocki, človek je gledal samo neki, pa malo tisto Coca-Colo videl, nezavedno je videl in mu je bilo to sugerirano. Ampak to ni hipnoza. Človeška psiha tako deluje, da zapopade nek kontekst, ki je vezan na sugestibilnost, ki je karakteristika ljudi. Enih bolj, drugih manj. Koliko časa pa običajno traja hipnotski trans oziroma koliko časa je oseba v hipnozi navadno? Jaz rabim 10 minut. Mislim, ko jaz snemam tudi te seanse, recimo na pobudo, nekdo pride k meni in namesto, da ga jaz tam učil avtohipnoze, mu jaz sugerira, torej seanso, ki se tam dogaja, za boljše počutje, za sproščenost, nasmejanost, optimizem, pozitivno energijo, to posnamejo. In to vidim, da to traja 7, 8, 10 minut. In oni so pol to doma namesto avtohipnoze, moj posnetek vrtijo. Ampak to je en del uporabnosti hipnoze. Bistveno bolj uporabna je hipnoza za druge stvari. Se pravi, jaz to delam 10 minut, zadnjič pa grem, plačam 50 €, nek psihiater se je šel v tolo hipnozo, zdaj me pa prav zanima, kaj bo ta človek, vrli psihiater, pokazal, pozabljena kraljica psihoterapije. Jaz bil ves poln pričakovanja in on tam dela 45 minut hipnoze. In ženska je tam imela nek problem, tej ženski bi jaz navil ušesa. Samo pridigo je ta ženska rabila. Pridigo, avtoriteta ji mora povedati, gospa, vi ste kompas življenjski izgubili. Sploh ne rabite hipnoze. Oziroma hipnoza bi se lahko zgodila po končani pridigi, ko ti ženski poveš, čakajte malo, lejte kaj, to ste naredili, to je moralno nerazsodno. Vi ne veste, da je
recimo otrok ve to, da ne morete vi kar to pa to pa to, otrok je kompas, ve to, ne, in navijete ušesa. In pol na konc, ok, preden grete, dajte se še usediti, zdaj pa vse, kar ste slišali, bomo še zapekli na hard disk. Ne? CD ga bomo zapekli, da bo res držali. In pol je pa daš v hipnozo, ne? In 10 minut rabiš, da je vso logiko, ki jo je prej 1 uro ali pa 2 ure poslušala, da jo utrdiš s posthipnotsko sugestijo v smislu. Vse, kar ste slišali na tej seansi, se vam bo na zelo pozitiven način utkalo v vaše miselne procese, v vašo psiho, na zelo pozitiven način. In odslej naprej boste točno vedeli, kako se morate življenja lotevati in tudi polni ste optimizma, samozavesti, pozitivne energije. Ne? Ampak to se naredi v 10 minutah. Ta vrli psihiater je pa tam natolcaval, zdaj ste pa v naravi, kako je lepo, vodica teče, vetrič pihlja. Jaz sem gledal, sem rekel, ta človek sploh ne šteka hipnoze. In pa jaz ne bodi, ga treba roko dvigniti, sem rekel, kako se pa vi to grete? Zakaj pa vi zavajate? Hipnoza se ne uporablja na tak način, ki vi to delate. Hipnoza ima take pa take pozitivne učinke, uporablja se pa še za to pa to pa to. Ne pa zdaj zavajati z pozicije avtoritete, da je hipnoza tole, ker to ni, to je brez veze, ker se vi grete. In pa sem bil spet grdi raček. Skratka, hipnoza traja lahko dlje časa, manj časa, če pa brskam po spominu, ne, ko moram koncipirati recimo podzavest, ko naredim, recimo zdaj smo pa tlele in gremo v podzemlje, ne, v Postojnsko jamo, bi rekel, ne, gremo po stopnicah dol, gremo v podzavest. Zdaj smo prišli pa v podzavest. Zdaj je pa tukaj neka sobana, te so 3 monitorji, kjer vi gledate otroštvo, lepe dogodke, gledate otroštvo, manj lepe dogodke in pa gledate otroštvo, traumatične, recimo, traumatične dogodke. Ne? Potem pa to traja pa dlje časa, ne? Recimo, če iščem spolno zlorabo, ne? Jaz sugeriram, da zdaj boste pa videli, kdaj v svojem otroštvu ste prvič videli erektiran moški spolni organ, ki ponavadi predstavlja jedro spolne zlorabe pri deklici. Ne, in ona skenira, ne, pa to rabim, mislim, ne bom zdaj vsega razložil v detajle, ker mene se potem kopira zelo nespretno in nespodobno, naspol se me skopira in ne bom zdaj v cele formule, po kateri jaz to delam, ne bom zdaj tukaj po teli podcast varianti, ker me vem, da me študenti gledajo, psihoterapeuti me gledajo in pa bojo spodletelo skopirali, kaj jaz delam. Ne, pa bo pa spet vse narobe. Jaz grem lahko na kongres ali pa predavati, ne vem kam, pa to tam razložim. Ne moram imeti v detalje, sam če me vprašaš, koliko časa to traja, lahko traja tudi pol ure. Sam ne, v teh pol ure moš ti najti travmo, jedro, v otroštvu, kaj je bilo. Ne, potem moš pa to stvar sflegmatizirati, v smislu, da tisto, kar bo tam najdla, ne, recimo spolna zloraba, moraš doseči v njeni psihu, da je nov kap zadela. Moraš flegmatizirati ali pa še celo na hecu obrniti. To je vse protokol, ki je treba vedeti, kako načelo ugodja deluje. In to mnogi ne vejo, zato jaz tukaj ne bom šel zdaj v detalje, kako jaz delam. Pa vse adute razdal za džabe. Ok. Ja, o teh primerih hipnoze si tudi že govoril v prejšnjih podcastih. Mislim, da v podcastu o otroštvu, da si omenil prav tak primer, ko se je klientka začela smejati, oziroma je bilo smešno, no? Nek traumatičen dogodek je bil smešen. Koga je ugriznila. Pod hipnozo. Ja, pa še en bom povedal, se je tudi začela režati, zato ker je imel, bom kar povedal, duhovnik je imel med nogami palco. In pa je bilo to smešen, kako palco. Ja, tistega trdega otepača je imel, jaz pa mislila, da je palca, punčka. Kaj pa ve, ona ne ve, da ima niti, da ima moški penis. In se je to kražala, sem rekel, kako pa je bilo to smešnega.
Je rekla, ja, jaz sem kot deklica mislila, odkje ima zdaj on to palco med nogam. Ne? Bil je pa erektiran penis. Ne? To je bila tudi, ne vem, če sem to takrat povedal. Povedal pa sem, da se je začela režati ena, ki je tistega enega ugrizla, ki je mogla tiste oralne prakse tam izvajati. In ga je ugrizla in se je režati začela, ker je to grozljivo. Ampak zato, da ne bo tak šok doživela, sem jaz načelo ugodja upeljal, flegmatizem, pa režati se je začela, ki je sama sebe videla, koliko je bila pametna že takrat, recimo. Ok, sorry, sem te prekinil. Ni problema. Ja, moje naslednje vprašanje pa bi bilo v bistvu, koliko časa pa traja učinek te hipnoze, naprimer proti kajenju, če delaš hipnozo, ali pa ne vem, nekemu prenajedanju, tremi, čemerkoli že. Je treba to večkrat ponavljati v intervalih ali je dovolj že enkratna hipnoza? Pri kajenju so ključni prvi dnevi, ne. Zdaj ta posthipnotska sugestija, ko ti daš voljo nekomu, da ne bo kadil, to je en dan, 2 dni zelo močen, 3. dan že malo popušča, 4. dan pa že fejst popušča, ampak če si ti prej kot strasten kadilec res kadil vsak dan, potem pa 2 dni že ne kadiš, ali pa 3 dni, pa si tako rekoč že na konju, ker resnično abstinenčno krizo premagaš, oziroma simbolni procesi vezani na dojenje, recimo pri kajenju, se razblinijo po 20 dneh, oziroma tam nekje 3 tednih. Se pravi, mora biti en cajt, da ti res suvereno postaneš nekadilec. Ali pa da spremeniš neke navade, 3 tedne je to treba. Za vmesno obdobje pa drži ta posthipnotska sugestija. Drži močno 3 dni, lahko pa pol še vse sfiksiraš, ne? Se pravi, ko se primem za prstan, sem popolnoma prepričana, da karkoli že, tudi vezano na kajenje, ali pa na dobro voljo, ko si tam imaš pomislek, jaz bi se pa kar ločila. Zdaj sem pa nič narobe. Skozi ima neko idejo, s tem, da moraš to idejo sterapirati, ampak voljo, občutek, da z možem ni nič narobe, lahko daš kot sugestijo in potem se prime za prstan poročni. Pa vidi v tistem, ko se prime za dobre stvari svojega moža. Ali pa ne vem, spomnim se, da sem meni ženski dal tik-tak, pa se rekel, kadar vaš mož jezi, dejte tale tik-tak, in to sem naredil pod hipnozo, in potem je, bi rekel, celo 14-dnevno dopustno obdobje je držal. Zjutraj, ko je dec je šel na travarico, sem bila že jezna, ker tudi moj foter je bil pijanc, sem ta tik-tak požrla in se pomirila. In je posthipnotska sugestija držala celih 14 dni. Ali pa jaz sem eksperimentiral, sem pa tako naredil zastavo sem posthipnotsko sugestijo. Ženska je prej delala izpite na faksu. Pred vsakim izpitom je prišla k meni, recimo, se primem za obesek in se vsega spomnim na izpitu. In je sama 8, 9, 10, enkrat vem, da sem meni sugeriral, da je dobila 10, je rekla, vse sem znala. Ali profesor mi je dal pa 9. Sem šla v referat in sem znorela. Zato, ker sem sugeriral po nesrečeno, nisem vedel, da bo vse znala in bo 10 dobila. Sem ta profesor nikoli ni dal 10. Tudi, če si znal za 10, on ni dal 10. In ta je znorela, ker je vse znala. Prijela se je pa za prstan ali kaj. Enik je tako izpit naredila, sem rekel, jaz sem ti pomagal, pa bila še neka lokalka, se pravi, sem delal brezplačno. Potem sem pa rekel, a lahko jaz zdaj tebe uporabim za poskušnega zajčka, pa bi jaz nekaj na tebi naredil, čisto tako nedolžno stvar, pa da vidimo, če bo deloval. Je rekla, no dej, samo da mi je už kako neumnost dal. Sem rekel, ne, čist nekaj nedolžno. Tim pol povedal, ko se je realiziral. In sem rekel, da me bo čez en teden, kaj bom rekel, v soboto ob 12. da bo čutila močno potrebo, željo, da mi pošle SMS, kako dobro se počuti. Ja, SMS, ja, kako dobro se počuti. Jaz čakam en teden, ali koliko celo 14 dni, si celo datum za naprej, če to deluje, ker v filmih tam vidiš, da nekdo naredi čez 1 leto
nekaj. Ne? In zdaj to je film, ne? Zdaj pa treba to eksperimentalno preveriti. In jaz sem pri tej eni kolegici, sem rekel, čez 10 dni boš ti meni SMS, ne da bi vedela, ne? Ona ni nič vedela, sem se zbrisal, ker je bila zelo sugestibilna. In če dobim SMS, jaz sem že pozabil, dobim SMS, kako dobro se počutim, pa še pustil sem fantaziji, naj mi napiše, kar mi hoče. Hvala ti za vse to, kar mi pomagaš. Ne vem sicer, zakaj sem ti tole mogla napisati, ampak sem ti napisala iz srca. Ne? Se pravi, plod njene svobodne volje je bil, da mi je čez 10 dni poslala SMS. Se pravi, čez 10 dni je posthipnotska sugestija prijela. In potem sem rekel, kak car sem, zdaj pa čutim, kaj vse se lahko dogaja po tej glavi. In ona me pa pokliče čez 5 minut, pa rekla, lej, jaz sem ti SMS poslala, ne vem zakaj, ampak sem ti ga mogla. Nisem mogla, ne da bi ti ga poslala. Pa sem pa rekel, a veš, zakaj sem ga poslala? Ker sva se zmenila, da ti bom jaz nekaj sugeriral in ti boš to naredila. Ja, in se je to naredil. In sem še enkrat to probil na en in drugi, pa sem tudi nekaj sugeriral, neko, kaj pa vem, eno čudno stvar. In je ona skontala, da to ni del njene osebnosti, da to ni zraslo na njenem zelniku. Vedela pa je, da je to moja posthipnotska, da je verjetno moja posthipnotska sugestija, ker si mi rekel, da ji bom dal eno. In jo je natuhtala, točno tole si mi dal. Sem rekel, res je. Je rekla sem, veš, kaj je tragedija? Da ne morem, ne da bi to naredila. In je mogla pa nekaj narediti, nekaj nedolžnega. Ampak to ni bilo del njene osebnosti in zaznala, da to ni del njene osebnosti. Tole si mi dal. Sem rekel, res je. Sam ne boš verjel, jaz to moram narediti, če ne morem spati. Ne? In skratka, teh eksperimentov sem jaz naredil malo morje. Takih, da glava peče. Tudi mojim tam prijateljem sem rekel, lejte, zdaj bom pa naredil, da bomo na tej žurki se režali. Koš pa naredil, sem rekel, da bo ena oseba pekla jajco na sveči. In to na uni, tisti pokrov kovinski, na pogreb sveča. In pol jaz tam neki hop, cup, sap, in to jo dam v hipnozo, še vedela ni točno. Sem rekel, sred žura boš naredila peko jajce na sveči. Z užitkom, izbrišen spomin. In mi imamo žur, ne vem, bil je nek sprožilec, ne vem, rekel, sem jaz plosknil una pa, dajmo jajce peč. Pa so vsi režali, vedeli pa so, ne, kaj bo. Sem rekel, no dajmo, če imaš kako svečo, ja, to. In pol je začela tam jajco, no to trans padla, mislim v trans. Zagnana bila, vsi so se režali, ona ni vedela, ona misli, da je tu taka fora fajna. Sem rekel, na konc, zdaj ti moram povedati, to sem ti jaz sugeriral. Ne, to sem se jaz sama spomnila. A sem rekel, lej, ni res, ne, tuk da veš. Jaz sem tvoja marioneta. Sem rekel, ja, sugestibilna si, ampak jaz sem ti povedal, veš, da si cel faks naredila s mojo pomočjo. Ja, ne. Ampak hec pa je, da ta ženska je stara zdaj, bi rekel, 45 let. To je bilo v študentskih letih, se pravi, da je bilo nazaj 25 let. Ta je šele tretjič, na tretjo seanso padla v globoko hipnozo. Ne? Prej pa zaspi nikakor, ne? Ker sva bila pa znanca, frenda. Ne? In šele tretjič zaspi, jaz zbudim, kje pa sem, ko pa je bilo, nič se ne spomnim. Bila je zelo sugestibilna. Skratka, ne vem, če sem zdaj to vse povedal, kar bi hotela, da povem. Ja, še več si povedal, zelo zanimive primere si dal. Ja, v bistvu me zanima, kako se obnašajo posameznikove misli, ko je hipnotiziran? Ali lahko hipnotizer popolnoma upravlja z osebo v hipnotskem transu, naprimer, da doseže, da ta govori vse popolnoma po resnici? Ali lahko nekdo v hipnozi tudi laže, se odloči, da ne bo povedal čisto vsega? Se lahko mogoče tudi upre nekemu navodilu hipnotizerja? Ja. Lej,
meni, ko poročajo, ne, ko preverjam, zbrišem spomin, ne, pa potem reče, ja, saj se jaz vsega spomnim. Ja, ko sem pa govoril, bistvo vem, ne znam pa obnoviti. Ne. Nekateri absolutno nič ne vejo. Če fejst suvereno, da je že večkrat to, da je to del terapije, pa je 10krat že bila pod hipnozo, če jaz brišem spomin, absolutno nič ne ve. Se ne more spomniti. Ne. Ampak nekateri mi pa rečejo, da ko sem sugeriral, recimo greva iskat v podzavest, travmatične dogodke, zaradi katerih imate te spodletele občutke, ki so zgolj in samo subjektivni občutki. Ko jaz rinem noter, mu misli preskakujejo, ne? In mi poroča, ne? Ker nekateri ne pozabijo in lahko ubedijo, kaj se z njimi v miselnih sistemih dogaja. In pravijo, da jim preskakuje misel sem, pa tja, pa da je zmotil jo rešilec, ali pa moj Loki včasih zalaja, ne, da je vse slišala, pa da je misel preskočila. Sej to ni čist neko trans-alfa stanje, kjer je človek čist ko robot začaran. Ne, človek je samo v posebnem stanju zavesti, kjer se vse dogaja, tudi misli recimo preskakujejo. Tudi neka obveznost, jutri imam pa izpit, ne, lahko preskoči. Ampak načeloma človeku, ki je v hipnozi, lahko sugeriraš, kaj naj misli. In rečeš, ne, zdaj pa imate problem, ki ga napišete na list papirja, ne, zakaj imam depresijo. In ta list papirja gre v zrak, jaz rečem, in list papirja gre res v zrak. Pa rečem, na drugi strani je pa en drug list papirja, kjer pa piše odgovori. Jaz sugeriram in ona ubogljivo iz svoje psihe skreira odgovor, zakaj ima depresijo. Ne? Vprašanje je depresija in psiha ji odgovori v odgovoru, zakaj ima depresijo. Kaj pa piše na listu? Joj, ne. Nič ne pisal, ampak list je začel goreti. Pa sem rekel, pa nimate depresijo, resnici imate pa burnout, ker je list zgorel. Ne? Ampak to je njena psiha naredila. Jaz sem samo nek uvodni kontekst serviral, ostalo je pa njena psiha delala. Tudi jaz sem nagovoril njeno psiho, naj izda podatek, ne? Naj me založi s pomembnim podatkom vezanih na depresijo. Ne? Iščem dogodke, ne? Pa njena psiha pa ne najde dogodka, ampak ugotovi, da je življenjski kontekst tak, da izgoreva zaradi absurdov, pa neumnosti, ki se ji dogaja, ne? In pa list začne goreti. Burnout, izgorelost, to ni depresija. Ja, kdo vam je pa rekel, da imate depresijo? Psihiatrinja. Ja, itak se je zmotila, ne? Skratka, a sem kaj povedal? Ja, greva naprej k nekim zanimivim primerom. Aha, daj še, čekaj. Par primerov sem si zastavil, boš ti to vprašal ali že kar sam zdaj, ali si me... Ja, v bistvu so me zanimali ti primeri iz prakse. Na kakšne načine si že pomagal tem svojim klientom? Ja, lej, ženske so včasih sramežljive in mi ne upajo povedati resnice o spolni zlorabi. In jo dam pol v hipnozo, pa rečem, ne, nisem prej povem, zdaj boste pa odkrito srčni, mogoče celo malo na humor obrli, ampak dejansko vi veste, jaz rabim informacije, vi boste tako rekoč vse povedali, ko boste meni vse povedali, lahko napnem možgane in to boste naredili z nekim ugodjem, sodelovanjem. Ne? Enkrat se spomnim, da je mi mogla pokazati neke brazgotine ali kaj že imela luskavico, ko pa vem, na hrbtu. In se mogla sleči, da jaz to vidim. In se nikakor ni hotela sleči. Sem rekel, gospa, moram videti, ko imate vi na hrbtu. In pa sem hipnotiziral, lepo se sleče, se obrne, mi pokaže hrbet. Pa sem rekel, ok, ta informacija je zelo koristna, ker zdaj vidim, kaj imate. Ampak se je bilo treba sleči, imela je mudarc, hrbet obrla. Ne? Ali pa eksperiment sem delal, kot določene ženske ne upajo svojih seksualnih fantazij povedati. Ne? So sramežljive, ima fantazijo, ki bi meni veliko povedala v diagnostičnem smislu, ampak je noče povedati. In pa sem eni kolegici, ki je ogromno se mi pomagal, sem rekel, brala je pa knjigo Nancy Friday,
moške seksualne fantazije. In pa sem jaz rekel, daj ti meni povej, kjera moška seksualna fantazija ti je bila najbolj všeč. Ne, to pa ne bom povedala. Sem rekel, ne bom. Sem rekel, te lahko sugeriram, da mi ti to povej. Je rekel, tudi pod hipnozo ti ne bom povedala. In jo jaz dam pod hipnozo, povej mi, ni povedala. Tudi pod hipnozo, ne, pa je bila zelo sugestibilna. Sem rekel, čak, imam še en trik. Sem mi dal pa knjigo. Ne, in ona, Eva, ne, nisi dal knjige, v resnici sem rekel, imaš zdaj knjigo v roki, držiš jo, odpreš in bereš. Ne, ona je fiktivno, kao drži in ustvarjala spomin, tiste fantazije in ona gleda tam, bere farba, pod hipnozo. Zdaj pa na tisti strani, pa farba, rekel, na kateri strani pa si, pa pogleda na 32. Jaz sem imel pa knjigo, ne, jo zbudim, grem pogledat, aha, stran 32, ne, seksualna fantazija. Sem rekel, tole imaš ti za seksualno fantazijo. Je rekel, ne mogoče, da sem ti povedala. Sem rekel, ne, trik sem uporabil, ne. S tem trikom, da sem efektivno pač povedal, da je, ona mi sam stran povedala, jaz šel pa knjigo brati in sem vedel za informacijo. Ne? Ali pa če bi rekel takole, moški so tam mene, ja, da bi stripti zaplesala. Ne bo ga zaplesala, razen, ne, če si tak alfa samec, da ga bi v resnici pa tudi te poživo zaplesala. Ker tako ga pa ne bo. Potem se pa da, recimo pa nekaj narediti, ne? Da se sugestija, da je sama pred ogledalom in da ne opazi nekoga, ki je tam nekje skrit. In ona ne bo preverjala, kakva je soba, ne, ampak bo ona sama sebi z užitkom pred ogledalom zaplesala striptiz. Tip, recimo, bo pa vzad to gledal. Ne. To je finta. Ampak, če pa rečeš eni ženski, ki to ne bi naredila, da bo, to pa po mojem videnju tega ne bi naredila. Če to ni v njeni strukturi duševnosti. Ne. Pa če, zato, da bo malo zanimiv, ne, jaz sem se z enim, ki je bil zelo močen ego imel, močno voljo, 100% prepričan vase. Sem rekel, dajva midva nekaj probat, ne, obstajajo neki kolobari, ko tako stiskaš guma, da utrdiš roko, ne. In sem rekel, koga ti to stisneš lahko? Rekel, 100-krat, milijonkrat, kakor češ, ne. In jaz sem rekel, dajva se staviti, da ne boš mogel 40-krat. Ne, in on, je rekel, milijonkrat, lahko greva se staviti. Sem rekel, za koliko? Za milijon, je rekel. Sem rekel, dajva se za eno pico staviti. Ne, jaz sem ga hipnotiziral, prej sem se zmenila in jaz sem mu rekel, da iz 38 na 39 ne bo mogel stisniti. Sem mu dal nezavedno, zdaj pa probi, če lahko, ne. On ni vedel, da sem mu to dal, sem rekel, da je 40-krat, ne. In on tam stiska neko, rekel, z lahkoto, ko pride 37, 38, on ni mogel, nikako, to mu je kar dol tekel. Ne, sem rekel, da je stisnil, če ne imel špico plačal, ne. Ni mogel. Rekel, ne moram verjeti. Sem rekel, ok, pomir se, ne boš mi pico plačal, ker sem vedel, da ti to lahko naredim. Se pravi, moja posthipnotska sugestija je bila vezana na nekaj, njegova zavest je bila 100%, da lahko nekaj naredi, pa ni mogel. Ne? Po istem kopitu pa deluje recimo panični napad, ko se ti trudiš, da ga ne bi imel, iz nezavednega ti ga pa usili to potlačitev iz otroštva, ne? In dobiš panični napad in si nič ne moš pomagati. Ne? Svobodno volje ne moš nič narediti. Ne? Skratka, tole so take hecne, zanimive stvari. Zanimivi eksperimenti, vsekakor. Daj mi povej, če je hipnoza vselej del neke psihoterapije ali je lahko tudi samostojno opravljena, torej brez psihoterapije za razrešitev nekega problema. Jaz se uporabljam, ko se pogovarjam, svetujem, dajem samozavest, ne? Neko logiko, razložim, pride ženska k meni, pa se ne zna odločiti v ločitvi, ne? Pa recimo nimata skupnih otrok, ne? In če nimata skupnih otrok, nisem zdaj pobudnik
recimo dva ločenca, ki imata oba dva svoje otroke z drugim partnerjem, partnerco, in pa živita 10 let skupaj, pa jaz vem, da to ne bo zlaufal. Ne? Zato, ker vem, kako psiha deluje, ne morata se rada imeti to, kot če bi bila starša istim otrokom. Ženska ne ve, ali bi se ločila, ali se ne bi ločila. In pol jaz provam z nekimi neurolingvističnimi fintami sugerirati njeno odločitev. Ne, da bo moja, da bo njena. In z neurolingvističnimi fintami ne dosežem tega. Potem jo dam pa v globoko hipnozo, pa rečem, zdaj pa vi skalkulirajte vse informacije, vsa znanja, vso svoja čustva, veste, kakšna ste, veste, kakšne so potrebe vaših otrok, kakšna je situacija, vaš partner, kako on gleda, vse to veste. In ko se boste zbudili, boste imeli skoraj da izkristaliziran občutek, kaj je dobro za vaše življenje, za vaše otroke. Ko se boste zbudili, čez 5-10 minut se vam bo začel dogajati tisti vaš avtonomen občutek, kaj morate vi v dani situaciji narediti. Jaz zbudim in se pogovarjamo, Bog ve kaj vse, pa pač čez 2-3 minute, 5 minut reče, meni se pa zdaj počas že dozdeva, kaj moram jaz v danem trenutku narediti. Jaz vem, da zdaj ne moram je takoj narazen, ker, ampak čez 3 mesece pa tole bom pa jaz mogla to speljati, ker. Se pravi, ona je svoje psihe na mojo pobudo izvlekla vse pomembne informacije, ampak to ni psihoterapija. To je svetovanje, ki sem ga jaz oplemenitil z neko finto, oplemenitev pa skozi koncept hipnoze. Drugač pa jaz pa delam pa to hipnozo, lahko človeku tudi, če ima nizko samopodobo, hodi se k meni pogovarjati, mu vsilim dobro počutje, optimizem, radost, veselje, nasmejanost, ko bi rekel v tistem žargonu unga filma, svakog dana, v svakom pogledu sve više napredujem. A to je piece of cake narediti. Problem je, če pridejo ljudje sesuto psihohmen, jaz pa vem, da moram brskati po otroštvu. In ko brskam po otroštvu, najdem traumatična jedra. In potem moram sterapirati s pogovorom, si pomagati s hipnozo, iskati traumatična jedra, jih razvozlati, pridi do uvida. To pa je tista, bi rekel, kraljica psihoterapije, hipnoza, ki da nekomu, terapeutu, če jo zna uporabljati, ogromno informacij, s katerimi si on pomaga, da servira uvid tem pacientu ali pa klientu, pa pomaga predrugačiti občutke, ker je videl, zakaj se gre, ker je videl, da je problem otroštvo, da je pa to, ker ga moti, to je simptom, ki zbledi tudi s pomočjo hipnoze in uvida, kaj se je njemu v otroštvu dogajalo, ker se je spomnil s pomočjo hipnoze. Tako da jaz pa tam hipnozo na drug način uporabljam. Pa še en, recimo, mogoče primer. Enkrat rešujem spolno zlorabo, vedel sem, da je bila, vrnem v otroštvo, ampak je bila to, bi rekel, zagatna spolna zloraba, da se je tudi pod hipnozo na pobudo spomni se, ni spomnila. Oziroma videla je žensko, ki je bila pod fotrom, pa ni videla, kjera je. In potem sem pa sugeriral, ker je bilo to pomembno za razvoj harmonije z možem, pa razvoj normalnosti v seksualnem življenju. Zato sem vrtal v to spolno zlorabo, ki jo bi drugi kar potlačili tja v en predal, pa pustili primeru. Tako doktrino so se naučili psihologi, psihoterapeuti in psihiatri v svojem procesu šolanja. Jaz pa zato, ker se ženski ne da normalno živeti, brskam, najdem in pol ona s svojim spominom ne dešifrira, kjera ženska je bila tam pod fotrom, po domač povedan, kjera je porivu. Potem si pa detajle si pa zapolnila in sem jo dal drugič v hipnozo. Sem rekel, zdaj pa skreirajte rebus. In na ta rebus umestite neke stvari iz tega, kar ste videli. In ohrani vse v spominu in ona nariše rebus sama sebi
In potem je dal še enkrat pod hipnozo. In pa rečem, zdaj pa vi ta rebus razrešite tako, da boste videli, katera ženska je tam. Ne? In pol ona, se mi pa pozabil sflegmatizirati, ko bo prišla do rešitve, ona je kar bleda ratala. Nič ji ni šlo na smeh, ker ji nisem to sugeriral, nisem jih flegmatiziral. In ona je se parjela za glavo, rekla, zdaj pa vem, katera ženska je. To se je kar solze tekle. Pa da zdaj ne bom povedal, katera ženska je, no, da ne bo, malo sem zakodiral vse skupaj, ampak, se pravi, tudi s fintami, ki so na mojem zelniku zrastle, to ne piše v nobenem učbeniku, skreirite rebus, ki ga rešujete pod hipnozo. Ali pa recimo to, da sanje, da dam pod hipnozo človeka, ki ga terapiram, in potem on sanja, in potem simboliko sanj sam sebi razloži. To ni v nobenem učbeniku. Čez 100 let bojo učbeniki, Vodeb je rekel, mene pa ne bo več. Ali si na kakšen primer oziroma primere iz svoje hipnoterapevtske prakse še posebej ponosen in bi jih zdaj izpostavil? Kaj pa vem, mislim, jaz sem že zadnjič, saj sem jih že veliko, jaz sem rekel, ene primere bom obelodanil, ampak ene sem že zadnjič, pa naj obudim, no, če je kdo prešprical zadnjič, ženska, ki je krvavela, ginekološko in z beločnic, sem dal pod hipnozo, vprašanje, zakaj krvavite, zato, ker, kako sem že zakodiral, ker ima brat hemofilijo ali kaj že, nek krvenega raka in imam to fiksno idejo, da bom mu rada donirala kri. In ona je krvavela iz beločnik in menstruacija en mesec skupaj imela. Ginekolog rekel, pa nič narobe. In ona je simbolno darovala kri. In to sem jaz do tega prišel pod hipnozo, recimo. Ker sem sestavil program, nagovoril njeno nezavedno, to so neki protokoli, to ni tako enostavno. In sem dobil servirano. Ona sama sebi in meni. Ali pa ena športnica, je imela ljubimca, ki je bil zdravnik, in njej se je mišica strgala. Zakaj že? Zato, da je preko vrste prišla na vrsto, ampak motiv strgane mišice pa je obnoviti seksualno zvezo z zdravnikom. Zato se je poškodovala. Beko bolečina je sama sebi uprizorila, da je obnovila seksualno avanturo z zdravnikom. In to sem vse pod hipnozo delal, ali pa tistega, ki je oslepel, recimo, pod hipnozo je on vse videl. In potem mu jaz sugeriram, rekel, vid, in ko ustvarim jaz sugestijo, on tam, je imel pa še viteza, to ne vem, če sem zadnjič povedal, viteza z mečem, ki ni pustil meni, da ga sterapiram, da mu vrnem vid za stalno, ni mu pustil ta vitez. Pa sem rekel, kako zdaj vitez, če ga nisem jaz skreiral kot sugestijo. On ga je sam sebi upeljal, del njegove nezavednosti, upeljal viteza, ki je ščitil korist od slepote. Fant je imel korist od tega, da je bil slep. In jaz sem mogel potem pa korist od tega zanulirati, da se je vitez umaknil. To so te fascinantni primeri, ko jaz tele podcastu tole govorim, namesto da bi neke študente to učil, ali pa na nekih kongresih to predaval. Tako da, mislim, Včasih terapiraš tudi nadaljavo prek Skypa, recimo, pa me zanima, če se da tudi hipnotizirati koga na tak način nadaljavo. Redko delam preko Skypa, sem že probal z eno športnico, ki pač bila v Ameriki in smo mogli nadaljavo delati. Sam sem rekel, da vedno najma nekoga, če je linija crkne ali pa zamrzne, da se moje besede ne slišijo. S tem, da sem jaz doma že posthipnotsko sugestijo naredil na to, da ko bova na Skypu, bom jaz protokol in ko jaz rečem zaspi, zaspiš. In sva pa to v Sloveniji delala, v istem stanovanju, jaz sem bil v drugi sobi, in sva vse naredila, tam sem jo snemala, da sem jaz videl, kako se obnaša.
Seveda linija ni crkla, ampak če bi crkla, sem rekel, da mora kolegica vedno biti zraven, da vzpostavi nazaj linijo. Ker se spomnim, sem imel športnika, ko sem testiral, sem rekel, roke so zlimane, tip je bil toliko sugestibilen, da je rekel, zdaj pa spet mi roke ne bojo šle 2 ure na razen. Sem rekel, bojo. Ne, na zadnje 2 ure nisem mogel rok dati na razen. Sem rekel, kaj pa je bilo? Gledali smo nek šov po televizijski, in je tam hipnotizer rekel, roke skupaj, ne gre na razen, in mi niso šle na razen. Ja, in pa anuliral posthipnotsko sugestijo. Ne, to mala je kanal preklopila. Na drug kanal je dala, njemu so pa roke zlimane ostale, ker ni bilo razveljavite posthipnotske sugestije. Tip je bil pa zelo sugestibilen. In sem v roke zlimane. Sem rekel, pri meni ne bojo ostale zlimane. Sem rekel, zdaj gre pa na razen, to ojej. Sugestibilni ljudje so ujetniki te svoje psihične karakteristike in z takih sugestibilnih ljudi se da čudo stvari narediti. Jaz vsakega, ki je zelo sugestibilen, opozorim. Bojte se tistih, ki vam hočejo nekaj dopovedati. Ker sem imel eno sugestibilno žensko, ki se je ukleščila v verskega fanatika. Je upravil možgane s svojo versko blaznostjo. In pa sem je skozi Derena Browna dokazal, da je upravil možgane, da je to lahko načrtno, ta pretegnjen verski fanatik, ki je pa to spontano delal v objemu svoje motnje, verske blaznosti. In žensko je čisto začaral. Sem rekel, ne se več podajati v neke verske sekte, ker vam bojo sugestijo, ker namreč to imajo muslimani, te stvari. Oni imajo neke rituale, kjer zapadejo v trans, se bičajo, to jih meče tam po tleh, ko bi imeli, ne vem, epilepsijo. Ampak to je sugeriran trans. Skozi muslimanski ritual, ki ga dosežejo z nekim rajanjem, zapadejo ta trans. In v tem transu tiste najbolj sugestibilne premetava to, da glava peče. Ali pa to gledaš, se režiško zmešan. To je karakteristika človeške psihe. 10-20% je izjemno sugestibilnih. Tako da treba je razumeti ene stvari. Kaj pa ta samohipnoza, recimo, o tem se velikokrat sliši ali bere. Je mogoče, da sami sebe hipnotiziramo, torej da se tega naučimo, ali vselej potrebujemo pač nekega hipnotizerja? Deren Brown, to je ta, ki je res mojster, oba dva, torej in Deren Brown in jaz, sva se učila od Paula McKenna, to je pa nek tudi angleški ali škotski hipnotizer, s tem, da je Deren Brown v prvi vrsti bil na tem šovu, jaz sem pa vsako oddajo o tem Paulu McKenni snemal. In se v tem vse naučil, to je bilo 30 let nazaj, bom rekel, že. Deren Brown ima sposobnost autosugestije. In on sam sebe v trans spravi, recimo pogleda, 50 ne vem česa, zamaškov, za 1 sekundo in jih prešteje. 50 reče. Ker v 1 sekundi on prebere, ampak on doseže trans in v tem transu upravi to kalkulacijo. V sekundi. Tako kot tisti Rain Man, Dustin Hoffman v Rain Man filmu, ko je videl tiste zobotrebce, bil je pa avtist. Ampak nič hudega avtist. Človeška psiha, miselni sistemi, da ne rečem možgani, imajo to sposobnost, da so pametni kot sam Satan. Se pravi, pogledal je tiste zobotrebce in rekel, ne vem, 283. Kaj je 283? V sekundi je preštel 283 zobotrebcev. In pa reče tista kelnerca, je rekla, malo se je zmotil. Jih je v škatli tok pa tok. On se je pa zmotil za 7, kaj pa vem. Pa odpre, jih je pa 7 bilo v škatlici. Kar pomeni, da je on čist prav prebral, preštel v 1 sekundi zobotrebce. In to je ta sposobnost možganov, torej miselnih sistemov, programov, pameti, ki jih ima vsak človek, ampak so vezani na nezavedno. In če ti dosežeš
avtohipnotsko to trans stanje, če si zelo sugestibilen, se ti pamet naredi na kvadrat, ne, pa lahko karte šteješ. Darren Brown ne sme v nobeno kazino igralnico, ker tam na pokru vse prebere s cold readingom, tiste napovejo, skratka, Darren Brown ne sme v nobeno igralnico, ker on doseže trans stanje in potem je njegova nezavedna pamet toliko pametna, da on osuši tistega lastnika kazinoja. Ne? Ampak to je on, kaj vem, jaz recimo ne delam nič avtohipnoza, niti ne učim, ampak tako, kot sem prej rekel, to seanso, ki jo imam jaz, jo posnamem 10 minut maksimalno in potem si vrtijo tisto, kar jaz tukaj naredim, posnamejo in doma si vrtijo in pravijo, koliko jim pomaga. Ne rabijo avtohipnoze. Ja, hipnoza postaja nekakšen trend oziroma neka marketinška poteza. Pojavljajo se raznorazni tečaji iz hipnoze, izdajajo se neki priročniki na to temo. Občutek dobimo, da je lahko kar vsakdo hipnotizer. Malo me jezi, ne. Človek je tam nek mesar, ne more, ker ne ve, kako psiha deluje. Ne vem, 200 let je jogije prodajal, potem se je pa šel nekam naučiti hipnozo in zdaj je hipnotizer. Ne. Ma ne more se to tako jeti. Mi bi rabili zakon o mentalnem zdravju ali pa o psihoterapeutiki, ki ga nimamo, o mentalnem zdravju imamo, se pravi, o duševnem zdravju zakon je, ampak tam ni nobene hipnoze opredeljene. Ne. Še tisti, ki znajo hipnotizirati, psihiatri ne znajo. Jaz sem bil ves prepotenten, kakršen sem klical nekoga, najboljšega hipnotizerja, ki naj bi hipnotiziral nekega odmevnega medijskega človeka, ker ve se, kakšna imena so, nekdo, ki slovi po tem, da zna. Je hipnotiziral nekoga, ki so ga pretepli, zato da bi se spomnil, kdo ga je pretepil. Sem rekel, kurja, ta tip ne bo to znal, ne vem, če zna. In sem ga klical, sem rekel, poslušajte vi, kako pa mislite to narediti, vam bom jaz povedal, kako morate. Sem rekel, dajte vi skreirati ekran, ne ga vračati v obdobje, ko so ga tepli, ker ga bo vse bolel, on bo podoživljal pretepanje, ne mu vračati spomina na način, da bo to podoživljal. Sem rekel, jaz sem že eno žensko, ki je imela nesrečo z avtomobilom, izgubila je spomin, želela je vedeti, kaj se je z njo dogaja v tisti nesreči. Ona je zanelaš to pozabila, ker je bilo to traumatično. Jaz sem jo posadil na stol, skreiral ekran, in ona je sama sebe, svojo nesrečo, gledala na ekranu. Ne, in videla, nič ni bolelo, ampak videla je, skreirala kamero, film na ekranu in ona jo zbudim in reka, zdaj pa vem, kaj se tam dogajalo. Jaz nisem imela spomina. Ona je imela spomin potlačen in ustvarila kamero in dala na ekran. In potem rekla, ko se je zbudila, avto je točno tako razbit na tem filmu, kot je bil razbit v avtomehanični delavnici, ki sem šla pol gledat. Ne. In s to izkušnjo jaz kličem tega, ne bom rekel koga, kako naj tega, ne bom rekel koga, shipnotizira, da ga ne bo bolelo vse. Naj skreira ekran in naj gleda na ekranu tisto, kar se je njemu dogajalo. Skratka, kupica nekih, bi rekel, finc sem si jaz zamislil, jo skreiral sam, zdaj pa ne vem, sam še knjigo moram napisati, ali kaj. Kakšne pasti pa skrivajo ti neki hitri tečaji, hipnoze, ki jih izvajajo mogoče res neki nepodučeni hipnotizeri, in pa kakšne so pasti lahko masovnega hipnotiziranja na seminarjih ali tečajih? To oni ne vejo, kako psiha deluje, oni ne vejo, kaj je nezavedno. V resnici ne vejo, da so tam potlačitve. Oni ne vejo, da epileptike ne smejo hipnotizirati, da ne smejo psihotike hipnotizirati. Oni kar masovno, nekdo pride in pol jih tam učijo, evrčki so to, ne? Oni bi radi služili in tudi jaz gledam ten video in prijavite se na tečaj hipnoze, priznani. Čak človek je ekonomist, ta pojma nima, kako psiha deluje, nekaj se je priučil. S psiho ni šale, ne, tako kot, ne vem,
zarezati v prsni koš, marsikdo zna, zdaj pa tam not srce, koš pa srcem delo, kako boš zdaj aorto, ni tako enostavno, kot si ljudje mislijo, pa grejo vsi masovno tam plačajo 1000 evrov in se naučijo hipnotizirati. Se ni problem naučiti se hipnotizirati, problem je, kaj boš ti s tem vesoljem delo noter. In to je škodljivo, da vsak, jaz nikogar nočem naučiti, pa so prišli, da me nauči. Jaz sem se sam naučil, prebiral sem tista Kurta Tepperweina in to, rekel, leta 95, še YouTubea ni bilo. Vse sem se naučil, vse knjige prebral, celo psihoanalitično znanje sem že imel, vedel sem, kako nezavedno deluje. Sem rekel, zdaj se moram pa naučiti hipnotizirati, zato da skužil do konca nezavedno. In mene je zanimala psiha in pok sem pa psiho, bi rekel, osvojil, sem rekel, pismo, jaz znam tudi hipnotizirati. In potem sem šel s tem znanjem, hipnotizirati, takoj padla v hipnozo. Bil sem pa, imel sem to srečo, da je bila ženska zelo, zelo sugestibilna. In ko jaz tlesknem, jo je pobral. Pa nisem vedel, kaj ne naredim. In sem jaz tremo dubu. Zato, ker imam toliko znanja, nekateri te seljačine pojma nimajo in človeka da tam v trans in potem take neumnosti govori, ker ne smeš ti tam nikalnico uporabljati, ne. Zato, ker ne smeš, je nekaj obratno tam noter, ampak nekdo, ki psihologije ni študiral, ker tudi te psihiatri, ki študirajo psihologijo, ne, pa mnogi psihoterapeuti uporabljajo hipnozo, pa to je napačno uporabljajo, po moji percepciji. Če pa dobiš tam enega kmeta, ki bi rad, ne vem, služil tudi s hipnozo, ta se šele zgublja, ne. Zato pravim, tole je perverzno, da se organizira, pa ne samo v Sloveniji, jaz sem šel dol v Bosno gledati, kaj tam delajo. Vsakega se da naučiti hipnotizirati, sam on ne ve, kaj ne dela s to psiho. Ja, v navezavi na te neke tečaje, delavnice, seminarje za boljše življenje in podobno bi te vprašala še nekaj. V zadnjih desetletjih lahko opazujemo nek trend oziroma pojav nekih tehnik oziroma pristopov, ki obljubljajo, da si z mislimi lahko kreiramo resničnost in na podlagi svojih misli v življenje prikličemo denar, pravega partnerja, dobro službo, take in drugačne priložnosti, vse, kar želimo, skratka. Ne bom zdaj naštevala teh raznih pristopov, ker tega je malo morje. Njihova osnovna filozofija pa gre v smer, da nam bo vesolje prineslo v življenje to, kar prosimo oziroma to, o čemer pač razmišljamo. Kakšno pa je tvoje mnenje o vsem tem? To je malo larifari, ne. Mislim, zdaj bom rekel, nekaj je na tem, ne. Se pravi, če ti, to recimo športnikom govorim, če ti ne pričakuješ medalje, je nož dubu. Se pravi, kaj, eni Ilki, vem, da sem govoril, Ilka, vsako noč, ko greš spat, vizualiziraj, ko greš po medaljo, ko jo daješ gor in probi čutiti užitek, koliko je to lušen, ko ti tam dobiš medaljo. Ti jo moraš pričakovati. Ne, da se ti zdi logično, da jo ne boš dobila. Ne bom zdaj v Gloriji govoril, Kotnik, 2 let sva imela, ker ni dobila medalje v Pjongčangu, meni se je mešal, ker je bila favoritka takoj za Ester Ledecko. Pa sva se tudi pogovarjala. Zdaj ima popucano glavo. Ona, se spomnim, je rekla, ko sem bila pa jaz v tekmi za medaljo, se pravi tista za medaljo, tisto, ne vem, kaj je bila, Avstrijka, kaj je bila. Je rekla, jaz sem vedela, zdaj pa imam medaljo. Jaz sem vedela. Točno tako, ti moraš vedeti, ne? Ampak ne moreš pa ti tuhtati. Kako imaš veliko denarja v denarnici, če imaš sušo noter, če imaš ti sahar v denarnici. Ni vesolje tako narejeno, da boš ti tuhtala, tudi meni, oči, dej si ti tele gor napiš 10 000 evrov in boš videl, bojo kar pršli. Rekel, pa ni to tako narejen, ne. To je zavajanje. Vem, da sem eno kolegico imel, ki se je s temi barsi ukvarjala. Mislim, to so nasmejani, ne. En kolega je tam, pozitivno mišljenje, nasmejanost, pa je pa tako izdal, da jutri gre pa prvič po socialno pomoč, po nek paket za lačne.
Ful je bil 2 leti bil tam, pa pozitivno razmišljal. Človek božji, lega 5 dela traje. Ne pa pozitivno razmišljati. Pozitivno razmišljanje je ok, ampak racionalno mora biti, bi rekel, logično, da ti pozitivno razmišljaš, da greš na razgovor za službo in čutiš, da si izbran, da ti pripada, čutiš in s tem optimizmom moraš govoriti. To že tam v tem kontekstu ali pa v kakih športnih kontekstih ali pa čutiš, da si najboljši, ko si na audiciji. Moraš vedeti, da si najboljši. Ampak ne moreš pa ti si zamišljati, kako boš ti na lotu dobil 1 milijon in pol nisi dobil. Pa ti pa reče ki ti ima pare od naroda na teh tečajih, premanj si razmišljal. Moraš bolj suvereno razmišljaš in pol pa ti še bolj razmišljaš, pa še kar ne dobiš na lotu 1 milijona. Mislim, to so taka zavajanja, da je to perverzno. Tisti, ki zavajajo, slepijo ali so pa glupi toliko. Amen. Ja, še eno vprašanje Povej. pa bi imela. Recimo še o tej metodi EMDR, v angleščini Eye Movement Desensitization and Reprocessing oziroma desensitizacija in ponovna predelava z očesnim gibanjem. Ja, ta metoda pač temelji na neki nevroznanosti oziroma na možganih. Kakšne izvor- znanosti? Ok, povej do konca, no. Ja, uporabljalo se jo je izvorno pri terapiji posttravmatske stresne motnje. V tem EDMR-ju pravijo, da naj bi se travmatične izkušnje zakodirale v možgane, kar potem osebo zaznamuje v obliki nekih neracionalnih misli ali silovitih emocij. Ta metoda naj bi omogočala, da se ti negativni travmatski doživljaji ali spomini odblokirajo iz naših možganov in da jih lahko potem na zdrav način predelamo. Terapija pa izgleda tako, kot si pokazal, poleg pogovarjanja pač klient z očmi sledi hitrim premikom terapevtove roke. Ja, jaz sem šel na YouTube, in jaz zdaj vidim, kaj on to dela, EMDR, tuf. Jaz sem od začetka hipnotiziral z metronomom. Tuf. In sugeriral za spanje. Ta EMDR je prehod v hipnozo. To nima veze z nikakršnimi možgani. Res je, da se išče travmatična jedra, se pravi posttraumatska stresna motnja ali pa travmatično otroštvo in EMDR je ena od tehnik, ampak gre za to doseganje trans stanja, ki je načeloma transhipnotsko stanje. S tem, da to pač tako delaš, dosežeš trans stanje s to monotonijo, in v trans stanju on nagovori, zdaj se pa spomni in se spomniš. Pa to naredi hipnotizer. Ta EMDR je modna muha, ki je nek nevednež, ki ni znal hipnotizirati, ali pa ni vedel, kaj je hipnoza, s to finto je neki delu, sej jaz pa včasih nekomu, da ga ne bom hipnotiziral, dam pa roko na čelo in še prej rečem, ko dam pa jaz roko na čelo, se boste pa spomnili, kaj je onstran teh vaših občutkov. Kaj je v otroštvu bilo takega, da imate vi zdaj te občutke? Lahko bi tup. Jaz si dam pa roko na čelo. In to so delali že v Freudovem času. Tisti, ki niso znali hipnotizirati. Tudi Freud ni bil dober v hipnozi. Ampak roka na čelo je takrat pomenila sprožilec spominjanja. Tako kot EMDR. Ampak to je hipnotsko trans stanje. Sugestija, ko se ti reče, zdaj boš pa tole gledala in se ti bo počasi vračal spomin na osnovno tisto jedro. To je sugestija, to je domena trans stanja, ki je značilen za hipnozo. Tako da to so eni in iste stvari, da ne bo pomote. A sem povedal zdaj bistvo? Ja, in s tem sva prišla tudi do konca današnjega podcasta. Če so vam te vsebine všeč, polajkajte tale video in se naročite na kanal. Podporo nama lahko izkažete tudi z donacijo preko ene od povezav v opisu tega videa. Zelo hvaležna bova vseh vaših donacij, ki nama sporočajo to, da nadaljujeva s temi podcasti. Če pa ste skozi ta podcast ugotovili, da bi Roman lahko skozi hipnozo razrešil neko vašo težavo, potem se lahko obrnete kar direktno na njega. S hipnozo, psihoterapijo, svetovanjem in podajanjem drugega mnenja se ukvarja že 15 let.
O naslednji temi pa se še odločava, nimava še čisto dorečene, tako da boste vse videli naslednjič. Do takrat pa lepo se imejte. Čau.